Dober dan želim. Gospa, jaz bi se prosil za eno pomoč. Sicer ne vem, kako se to da, vendar jaz bom uvedel en postopek proti kar nekaj državnim inštitucijam. So pa take, kot je bolnica tukaj Novo mesto, policija novomeška, policija slovenska, tudi Vrhovno sodišče in sodišče tukaj. Do državnega tožilca bi želel vstopiti in od njega dobil določene informacije, kako to zadevo speljati, ker je zelo... Bom poklicala dežurno... Kako sem vam hvaležen, res ste prijavni. Ja. Tukaj pa delate od 2014, kaj takega? Dobro, 16. ure. En gospod je prišel, bi razgovoril z dežurnim tožilcem za neko kaj pogodbo, da bi dal. Ja. Aha, pa njo bolj sličen. Živijo varnostnica tukaj. En gospod je prišel, je podal kazensko ovadbo, pa sem klicala gospovetno, ker je dežurna, je rekla, da je vas nima gospovetno. Ja, rad bi v bistvu podal kazensko ovadbo proti večjim, če se ne Tako, bolnica. Da bo spremljamo petko. Hvala. Zelo se prijavljam. Ovo šla da so v petko. Tak je, ja. No, super. Ja, odlično. Res se prijavljam. Boštjan Avsec, Krka 1. Dobar dan. Ja, ta gospa je bila pa vedno tukaj. Če se prav spomnim. Ne, niste bila. Tudi ne. Tukaj sem jaz doskrat bil pripeljan k vam, tukaj v to zgradbo. In ta gospa tlele je do 2014 leta, kada sem jaz bil tukaj pripeljan. Prav sicer, da ne, ampak to je vse okej. Jaz sem prejšel vrnko eno leto. Vse je prav. Jaz sem samo rekel, takrat, kada so mene tukaj pripeljali, ste bila vi tukaj. Ja. Tako. In bom tudi tebe ostal za to izjavo. No, če bi tako reči, da sem dva potem. Ja, ne, to nisem rekel. Tako pa ne delaj. Odlično. Hvala lepa. Odlično, hvala lepa. Veste, da sem imel koronavirus pred enim mesecem pa pol, ne se bati. Ja. Pa sem se že kar vmes v krki hopil. Ne se nikakor bati. Nekateri ljudje ujamejo takrat, ampak nekako se jih ne prime. Zdaj sem tudi jaz imela, pa je bil marsikaj prehlad hujši. Je pa bolj na začetku hodil. Veste zakaj? Zakaj? Ker ni bil sem koronavirus, je bil tudi drug virus. Ja, sigurno. Je bil več kot en virus. To je bilo res hodilo. Ampak najhujše bo bolečina v grlu.
A ste imeli bolečino v grlu? Jaz čisto. Ne popisno. Ne, se to ni od koronavirusa. S tem je bil tudi koronavirus. Je bil še nekaj drugega. Tisto je bil pa ne popisno. Tisto je pa tako boleče, da dobra kombinacija. Se rekel, da sem ga pripeljal v bolnico, za nekaj ur sem ga pripeljal, se rekel, dobro vas je koronavirus delal. Samo ironija bo v tem, da ni bil sem virus. Se zgodi, ja. Brez skrbi. Dobar dan. Glede mene ne čakati, jaz COVID je že zdavnaj šel. Je bil neki govor o tem. Ni se skrbeti, jaz sem ga prebavil. Zdaj je pa mene strah ratalo. Kdaj bo zadnjič? Kdaj na zadnje? Ja. Če ti kaj zdaj ni, na 3 mesece nazaj. Ali si cepljena, tako da tudi Jaz pa nisem bil. No. Ampak sej, ne vem, mama... Jaz sem zdrava, nič nekaj sem ne kašljam, tako da tudi vročine nimam, po mojem pač nič ne bom guzla. Reči sem, Željka Barbara Prevolšek Krajč, danes imate privilegij. Kolegica ne more, danes imate privilegij, kolegica ne more, tako da mi povejte, kaj vas teži. Aha, ker imam privilegij, lahko prosim še poveste enkrat. Barbara Prevolšek Krajč. Aha, in to je tako eno... Okrožna tožilka. Super, ja. To mi je najbolj všeč. Nikoli še nisem sprejela kazenske ovadbe, sicer vem, kako se to dela, zato ker se vedno špati. Ampak, kaj povedi? Kazenske ovadbe še niste sprejela, okej, vse je enkrat. Ne zaradi tega, ker so ponovno strokovni delavci zasedeno. Verjamem. Veste kaj v mojem primeru, zakaj se gre? V mojem primeru je tako, da od leta 95. So stopili v kazenski postopek proti sebi, oziroma, lahko bi rekel, državo Slovenija, vendar bom specifičen, psihiatrija Ljubljana Polje, policija Novomeška, Slovenska, bolnišnica Novo mesto, glede Boštjan Avsec, KK1, Novo mesto, 8000 Novo mesto. Sama? Nisem tako hitra. KK1 ste rekli? KK1. Novo mesto? Tako. Povejte, kaj je psihiatrija pa policija? Psihiatrija, policija, se pravi, oziroma, če to zadevo poenostavim, ker je tudi sodišče, bo noter vsi državni organi. Kako vi? Prosim? Tožili so tu? Znano si, kaj bi ste imeli opravka, ko se še nikoli nismo videla. Aha, okej. Tega nisem rekel, ampak, glejte, glih to je tisti konflikt interesov tukaj, ne? Če si ti policist, ali pa če si ti tožilc, od tebe ne samo državljanska dolžnost, zahteva, da pri opazku kaznivega dejanja, da to kaznivo dejanje, da se obravnava preko policije, drugega je tudi za uradne dolžnosti, katere vam navajam še enkrat, so bile kršene predvsem iz strani policije, državnega sodstva, se pravi sistema, vsega do vrhovnega, se pravi sodišča, kako se reče temu, Supreme Court v Sloveniji. Tako, tudi oni so bili nažalost upleteni. Ne gre tukaj samo za sodišče, pa vidite, so povračevalne okolišče tukaj za novomešno sodišče. Tudi oni so bili upleteni v zadevo, s tem, da so podpirali proti meni nasilje,
šlo je za prekooceanske ugrabitve iz Miamija v Novo mesto. V Novo mesto so se začeli zbirati politiki, elita. To zbiranje se je začelo preko moje migracije v Ameriko. Sem bil star 23 let. Bilo je izkoriščeno v druge namene, kot sem omenil. S tem, da jaz na moji strani nisem imel nikogar, ki bi to zadevo ustavil, bi karkoli v vezi tega naredil. Oziroma, lahko bi rekli, da te slovenski organi so se toliko samozavesti so imeli glede na mednarodne odnose, korupcijo, če sem bolj specifičen, da je ta zadeva postopno od strani Slovenije predvsem, oziroma na zahtevo Slovenije, prešla v nekakšno, kar naj bi bil nekakšen primer MK Ultre, je ta zadeva prešla v nekakšno paralelno temu ponazoritev mojega primera, iz katere je očitno, da so, ne bom skrival, da nimam zamere proti mednarodnim organom, imam. Uporabljam Slovenijo v namen zakritja, prikrivanja tega primera. Zaradi tega, ker tukaj so se sestajali svetovni politiki, ki so svoje stvari uresničevali, s tem, da so hoteli mene ponazoriti, kot da je z mano nekaj narobe. Se pravi, bil je primer MK Ultre, a veste, kaj je MK Ultra sploh? To je, ko se posameznog človeka, se pravi, izpostavi nekakšnemu podzavestnemu, ne bom rekel, ni nujno pranju možganov, oziroma gre to v različne namene. V mojem primeru so hoteli ponazoriti mene kot psihičnega bolnika. Se pravi, skriti tisto, kar se je dogajalo v Sloveniji pod pretvezo nekakšne psihične bolezni. Zaradi, ker, kot sem predhodno omenil, oziroma nisem, pri 23 sem emigriral v Ameriko, in tukaj so se potem začeli zbirati ti politiki, ti ljudje, preko mene. Nobenih dobrih namenov te ljudje niso imeli, kar je mene šlo. Zaradi tega, ker sistematično je vse skupaj prišlo v Združenih državah Amerike v popolno brezposelnost. Medtem, ko sem ostal v Ameriki 11 let pa pol, sem bil v Slovenijo prepeljan ne vem kolikrat, tukaj so se dogajale pretepanja, grožnje. Dogajale so se pa tudi stvari povezane predvsem za psihiatrijo Ljubljana polja že od 95. leta, ampak tudi z novomeško bolnišnico Novo mesto. Vidim, da držite telefon v roki, nekaj tipkate. Ja, kolega, moram nekaj vprašati na vašo temo. In sicer sem hotela vprašati, če imam nekakšen obrazec, ki ga morate vi izpolniti, ali bi vi dovolj, da, ker tega jaz sicer ne vem, ali imam nekakšen obrazec, da to bom prišla preveriti. Ali bi dovolj, da vi to kar pisno meni napišete, zaradi tega, ker gledate tako. Zdaj se mi povedali, vi ste omejeni. To je zelo super stvar. Samo trenutek, da vas prekinem iz vašega vidika, kako bi jaz to obravnaval, ker vam bom še strečal par informacij, ker to bi je že sam naredil, veste, tukaj vi pravite. Ampak je taka situacija, da, ker sem bil omenil to bolnico, da tam smo prišli. Psihiatrija je delala svoje stvari na meni, vendar je prišlo do zlorabe družinskih članov, katere je policija, sodstvo uporabilo kot orodje proti meni, kot glavno orodje proti meni. Do takšne mere, da so
izvajali v novomeški bolnišnici definitivno nad mano stvari, katere se ne bi smele izvajati, mučenje se izvajalo noter, ampak tudi očeta so uporabili v namen tega, da bi mene prikazali, da nekakšne oziroma, ne vem, ali me prikazali, to pravim, da ne vem, zato ker imam dokazal toliko, da je bilo toliko ljudi vpleteno v to stvar, te zadeve zanikati se ne da. Ne vem, z namenom, pač, da bi se mene prikazalo kot psihičnega bolnika ali kaj takega, se pravi, da bi to zadevo dodali tismo ljudnemu postopku, ali pa recimo, da bi se našle olajševalne okoliščine za delavce sodstva, policije, psihiatrije in ostalih, ki so sodelovali v tem kriminalu proti meni. Razumete? V tem trenutku je moj oče na bolnišnici, na oddelku za nevrologijo, na 3. nadstropju, se nahaja v zelo slabem stanju. Jutri bo bil premeščen v dom za ostarele. V ponedeljek, se pravi 3 dni nazaj, oziroma 2 dni nazaj, sem jaz podal pisno vlogo bolnici, se pravi zdravnici očeta. Težka situacija za razum. Ampak sem eno zadevo bi šel. Morate odgovoriti najprej na vprašanje. Bom jaz razumela vas? Vaš oče je v kateri bolnici? V Novem mestu? V Novem mestu je tako. Ampak to ni psihiatrična? Ne, on je na oddelku za nevrologijo. Ker ima kaj? On je imel, naj bi imel, kako se temu reče, možgansko kap. V preteklosti naj bi imel možgansko kap. In ta možganska kap naj bi se mu ponovila. Zaradi tega je na oddelku za nevrologijo. In kaj so naredili na robu bolnici na oddelku za nevrologijo? Še eno stvar bom povedal. Predhodno ste omenili, da se midva še niso srečala, ne? Ja. Ok. Ampak vi ste tukaj delala pripravništvo, ne? Leta tam, bi rekel, 2014. Začela ste pa delati tukaj 2017, morda kaj takega, ne? Ker se smejete. Lep, nasmešek imate zelo lep. Ne, sem začela delati šele 2019. 2019. Vendar srečala se pa midva sva tukaj, še to bo omenjeno, ne? Kdaj pa? Že 2014. Zdaj sem vprašal, ste pa tukaj... Niste, Jaz sem rekel, že ste pa tukaj pripravljeni. Nisem, ker sem Štajerka, tako da sploh nisem bila v Novem mestu, nisem me znakom zamenjali. Ne, zato ker sem že identificiral delavce v bolnišnici Novo mesto, ki so bili tudi v štajerski bolnici. Vidite, tudi na Štajerskem sem imel v Mariboru, pa so prišli iz Štajerske, nekateri so prihajali iz Štajerske, iz Cerske ali pa Mariborske bolnice, kjerkoli so me pripeljali v Slovenijo. Jaz nisem bila, tukaj nisem mogla biti le. Jaz? Pa tudi Štajerske nisem mogla biti, ker sem bila v drugih vodah, sploh nisem bila v tem. Jaz tvego se ne mislim. Kje ste pa povedali, no? Nisem bila na tržišču sploh. A ne? Ne. Zato vam pravim. 2013 sem komi dobro s faksa prišla in sem bila doma. 2012. Komi s faksa prišla in sem dobro bila doma, tako da nikakor nisem mogla mene srečati. Žal. Dobro sem povedal, leta 2014. Zelo dobro. Dobro, če nadaljujemo, no, dajmo. Veste kaj, jaz prosim, kaj vam lahko pomagam? Isto stvar so za vašo recepcionistko. Vi imate pravico do svojega mnenja, do svoje besede. Jaz pa imam do svoje. Vem, ali jaz ne bom nobenega mnenja zdaj naredila, ker nisem tle, zato da sprejemem kazensko ovadbo. Razumem. Kazensko ovadbo moramo pa najprej definirati. Tako. Zoper koga? To ste mi že povedali. Tukaj gre točno tako. Se pravi, imamo tukaj psihiatrijo, policijo, potem imamo pa še druge organe, državno tožilstvo, ki je te zadeve prikrivalo, a če hočete sodišče, ker na sodišče smo tudi prihajali že leta 95.
Pa potem imamo tukaj bolnišnice po Sloveniji, se pravi, da imamo zdravstveni sistem slovenski, tudi Ljubljano, Maribor. Imamo pa tudi vrhovno, se pravi, ne vem, tale Supreme Court, ne samo okrožno sodišče. In ker so te stvari toliko daleč prišle, da je moj oče padel v ta postopek zlorabe do takšne mere, da so ponovili to, kar so uporabljali med postopkom MK Ultra, katerega sem v predhodno omenil, kaj je. Se pravi, mene so med postopkom MK Ultra in tudi vašega očeta, ali ne? Tako, že leta tam 2000, drugega so mi obljubili, da bom moral prihajati, oziroma 2006. Na nevrologijo, zaradi očeta, da bo oče končal na nevrologiji, ker je bil čisto razvezan nori in bil oče, nima nobenih možganskih kopij, nobenih takih stvari. Pa sta vodila tja? Ne, če smo natančni, mene so tam vodili. MK Ultra to je postopek, v katerem oseba nima nadzora nad samim sabo, ampak ima določene ljudi, ki imajo nadzor nad njim. Se pravi, da gre tukaj za uporabo raznih sredstev, s katerimi se potem s človekom izvaja kar, preko podzavesti, kar je pač želja tistih, ki imajo takšno avtoriteto, oziroma so si jo dali v tem primeru, ker to definitivno niso zakonite stvari, tudi gre za kršitve zakona. Se pravi, oče naj bi imel kap, katero sem prepričan, da je imel, kako je do te kapi prišlo, to je druga stvar, mi je pa bilo obljubljeno, da se bo ta zadeva spet ponovila. Do takšne mere, da namesto iskanja službe bom sam moral zbirati med skrbništvom za očeta ali službo. Se pravi, glede na takšne težavne okoliščine, popolnoma onemogočenje človeku življenja, kakršne okoli. In glede na to, da kakšno zdravstveno stanje pa je vaš oče? Moj oče se nahaja, po moji oceni, na slabo zdravstveno stanje. To pomeni, da je rekli ste mi, da je na nevrologiji v bolnici, da mora skrbeti zase, a se lahko komunicirate z njim? Ja, to sem hotel omeniti, glede na vaše vprašanje glede zdravstvenega stanja. Niti približno ni bil v zdravstvenem stanju takšen, kot je sledilo tistem stanju, v katerem sem ga najdel en teden pa pol nazaj, glede na to, da so ga premestili iz nevrološkega oddelka na oddelek za nego, se pravi na tisto staro zgradbo De Frančiškevo, če veste, kje je, taka stara zgradba tam. In s tem, da sem ugotovil, da sem ga najdel noter, oba z mamo smo imela COVID, so ga prebolela, in končno sem prišel na obisk tam in ga najdem noter na takem stanju, s tem, da vidno, da je bil dehidriran, z pospešenim srčnim utripom, s tem, da je zdravnica oziroma zdravniška sestra predlagala, to se je zgodilo okoli en teden pa pol nazaj, da bojo vzeli od njega vzorce krvi in tako naprej, naslednji dan. In glede na to, da sem zahteval, da se še tisto napravi, še tisto popoldne takrat, da sem mu končno dal nekakšne infuzije, nekaj, da bo dobil vodo, ker sem je zdel predvsem dehidriran, in jo je dobil. Zdravstveno stanje se mu nekje veliko zboljšalo, ker je bil popolnoma, tisti je bil pa že čist konc, tam je bil pa že čist na konc. In čudežno sem ga spet premestil nazaj v ta oddelek za nevrologijo
kjer smo nadaljevali z infuzijo, brez katere mislim, da ne bi bilo niti več živ. No, ampak stvar je v tem, da med tem postopkom hospitalizacije očetov, se pravi, to se je pa začelo več kot, to mora biti pa že tam 2 meseca nazaj, je prišlo do komplikacij. Točno takšnih komplikacij, kot mi je bilo rečeno, med tem postopkom MK Ultra bojo bile komplikacije. Se pravi, glede dovolilnic, glede vseh teh zadev. Kakšni dovolilnic, zakaj? Zahtevali so, glejte, postopek je bil tak, da sama zgradba, kjer je lokacija, kjer bi moralo biti pregledi upravljeni na račun expense, zavarovanja, se pravi, bivši dom Jela, ne vem kako je, Drvolet, Heteljev morda, ne? Ja, Veste, ki je ta kino bil prej? Trdinov dom. Jaz sem se gospod vedel eno stvar, jaz sem z Novega mesta. Niste z Novega mesta. To ne vem. Tako. Eno stvar vas bom pa zdaj tako prosila, ker mi smo danes zdaj že zelo dolgo Glejte, nekaj še sem razložila. ni bilo jasnih navodil, niti v vezi kam je to praviti. V redu, okej. Nikjer, niti na tisti zgradbi. Ampak vi imate to zelo obsežno zgodbo. Ali je to kam napisan? V bistvu tega napisal pa nisem nikamor. In glede na to, da pač vidimo, jaz sem težko zdaj vse, kar pač vi veste, danes napisano. In veste, v čem je problem moj? Zakaj me je tukaj pod nujno pripeljal? Če vas še enkrat prekinem in se opravičujem, in vem, kaj boste rekla, je potrebno zadevo napisati nekaj. Moj problem največji je, da bojo očeta jutri premestili v dom za ostarele. Moj problem je v tem, da... In tlelevo več ne bom mogla pomagati. Ja, že, ampak problem je v tem, da glede zdravstvenega stanja, katerega sem vprašala predhodno, vam moram povedati, da očetovo zdravstveno stanje je bilo umetno narejeno, da so ga dobili v bolnico. Tukaj je pa problem. Problem je v tem, da so to zadevo ponavljali med tem postopkom MK Ultra, da se je njegovo stanje samo po prihodu prvem prihodu v bolnišnico, drugem prihodu v bolnišnico, prav njegovo vrnitev, vsakič se je slabšalo to stanje in se je poslabšalo do takšne mere, kot sem omenil že, da je bilo od danes na jutr. Zdaj, trenutno, pa jaz ocenjujem njegovo stanje na popolnoma kritično stanje. Skoraj bi rekel, isto stanje od danes na jutr. Definitivno, če se ga bo premestilo v dom za ostarele, kjer je bila danes moja mati, naredila je pa zelo konfliktne, tukaj se reče temu statements, izjave. Ko sem šel mimo hiše od spodaj, je izjavila, da bo še slabše kot tam, kjer ga imajo, če je to lahko. Druga stvar je pa, ko sem pa gor prišel, je začela pa glih obratno govoriti, je začela pa govoriti, kako bo tam bilo super in tako naprej. Gre tudi za to, gre za zdravniško, ker bi rekel v angleškem jeziku malomarnost, ker oni klasificirajo v to zadevo, tako se pravi, takrat, ko se dogajajo nepravilnosti v bolnišnici, oni to klasificirajo nekje v predalček malomarnosti, vendar jaz bi to zadevo jasno po slovensko opredelil kot zlorabo. Predvsem se je šlo tukaj za to, da so meni hoteli na vsak način, ne bom rekel onemogočiti, vendar so z onemogočenjem obiskov očetu, otežavljanjem obiskov očetu, in to je spet en drug predalček, pod katerim lahko razložim, kako so te stvari izvajali, hoteli v bistvu voljo zlom, da bi jaz sploh bil zainteresiran pomagati očetu. Med postopkom MK Ultra, moram ponoviti, so bili odraženi. Na kak način bi vi mogli pomagati za očetom?
tole bi še končal. Med postopkom MK Ultra so bili na nevrološkem oddelku, kamor sem bil pripeljan, ne vem kolikrat, zadevo so vodili psihiatri. Tukaj se pogovarjamo o Kapšu, pogovarjamo se o Šešljevi, se pravi, pogovarjamo se o psihiatrih, kateri so povezali skupaj z policijo nevrologijo kot možnost ponovnega mojega soočanja zaradi tega, ker je nevrološki oddelek, na nevrološkem oddelku 30%, verjetno tam 25 do 30% ima opraviti z psihiatrijo, ker so psihiatri tisti, ki je nevrologija in so psihiatri tisti tudi, ki dajo svoje ocene glede pacijenta in tako naprej. Se pravi, možnost ponovnega poočanja, se pravi, da so skoristili očetovo zdravstveno stanje za nekakšno zlorabo proti meni ponovno. Za izgubo tudi časa in tako naprej. Predvsem pa oče je eden od tistih prič, katere bi jaz posebno potreboval, da se izjasni glede same procedure države Slovenije proti meni. Država Slovenije meni uničila 28 let življenja z izvajanjem mučenja nad mano, pa tudi onemogočenjem do področja dela, do dela, in pa psihiatrije, katere so vpletene not. Se pravi, meni so popolnoma uničili življenje. In tukaj je zdaj prišlo do enega postopka takega, da zdravnica, katero sem naprosil pisno, da mi poda mnenje glede očeta, da mi poda, ne bom rekel zdravstveno kartoteko, ampak sredstva, katere mora oče imeti glede svojega zdravstvenega stanja, da bi jaz vložil preko novomeškega tožilstva oziroma sodišča predlog za oskrbo na domu, ker to sem hotel biti sam, hočem biti sam, popolnoma onemogočilo to. Vi bi ga oskrbovali na domu? Veste, kako je? Glede na to, ker sem vam predhodno razložil. A to me on je sposoben komunicirati? Ne. Kakor sem omenil, njegovo stanje je kritično, ne more hoditi, ne more komunicirati. Njegovo stanje je postalo popolnoma kritično. Od tistega, kar je bilo, je zdaj to stanje prišlo v nekakšno popolnoma kritično fazo. Takšno fazo, da bi lahko ocenil od danes na jutri. Ne vem, ali bo bil še živ ali ne. Vidite. Potem je mogoče boljše, da trenutno, če še ne vemo, kakšno zdravstveno stanje je, iz danes na jutri, če ne vemo, ali bo jutri bil še živ, pa še vaša glavna priča je. Glejte, gre tukaj predvsem eno od glavnih prič. Jaz imam prič, ne se sikirati. Tukaj gre predvsem za, kakor sem rekel predhodno, ne za malomarnost, ampak gre dobesedno za nekakšno izživljanje nad mojim očetom, fizično, od strani bolnice same, katera pač deluje po navodilih policije, ker je pa policija tista, ki je to izvajala. Očitno tisti, ki je kriv policijo, pa je državno tožilstvo. Oziroma, kot sem prehodno omenil, tudi iz Vrhovnega sodišča, se pravi Vrhovnega sodišča so bili vpleteni ljudje v to zadevo. Kaj bomo naredili za tega? Kam naj jaz to zadevo podam, da se je bo obravnavalo, da celoti morate zadevo napisati, potem je pa lahko pošljete. Zdaj lahko greste do odvetnika, da vam pomaga? Lahko, želel bi. Ker tukaj sem se... Bilo mogoče najboljše, ker pravno... Brezplačno pravno pomoč, ne? Tako, to bi vas prosil. Ja, to pa ni pri nas, to je pa na okrožnem sodišču. Tam sem bil predhodno, preden sem homa šel. Ja, ampak tam bom lahko daj brezplačno pravno pomoč, pa ne morem zato, ker nisem odvetnik. Tako da pač za brezplačno pravno pomoč... Ampak se pa zelo ljubeznivo, pa že še enkrat rečem, lep mi smešek imam. Ampak žal vam, glede očeta, ko vam ga bo jutri premestili v dom upokojencev, vam danes prav nič ne morem pomagati. Čist nič ne moramo tle narediti. Ampak vi ne razumete, kaj sem hotel. Ne, razumem, kar se mi povedal. Ker stvar je v temu, da jaz postopka na sodišču ne morem začeti brez
zdravnikovega mnenja takih zadev in s tem, ki je to zdravnica naredila, ker včeraj sem bil, sem se zglasil v bolnišnici, z mano sploh niso hoteli komunicirati, tudi to mi je bilo rečeno, da komunicirajo samo z mamo. Prišlo je do zelo velikanskih nepravilnosti, glede drugih stvari, veliko stvari, še nisem niti omenil, eno celo more. Je bilo meni onemogočenih 3 dni, da bi ta postopek podal naprej, v bistvu državnemu organu, da bi se to pospešilo. Oče tam, kamor gre, kot je mama omenila danes, je še slabše okolje od tega v bolnišnici. Se pravi, če je zdaj v kritičnem stanju, kako bo bilo potem pa to stvar v domu za ostarele. Hočem reči, hočete to zadevo na sebe prevzeti odgovornost. Ker vas čisto takole vprašam, kam se obrnem, da bi dobil takoj to pomoč. Ne, da takoj, zagotovo ne dobite pomoč. To bomo kar povedati. Da pa žal odgovornosti za nekaj, kar drugi počnejo, težko jaz prevzamem. Jaz vam lahko pomagam v okviru mojih zmožnosti. Aha. Moje zmožnosti so pa take, rabite brezplačno pravno pomoč ali, ukoliko pač tam pač niso za vas, kakorkoli pač vam ne želijo ustreči, potem napišete sami pismo, naslovite lahko na nas ali na policijo. Ukoliko bo policija dolžna to odstopiti nam in pa mi načeloma usmerjamo policijo naprej, zato da pač raziskujemo in pomagamo, kakor se da. Se pravi vam, ne vi nas špasmo. Lahko to samo prinesete ali pa pač pošljete po pošti. Na tale naslov tukaj, se pravi prinesem to vam osebno. Fino bi bilo tudi, če imate zdravstveno dokumentacijo, kot ste rekli, ne zdravnika, da vse prenožite. Težko je. Ampak eno stvar morate pa vedeti, žal, da se tlele v tej bajki, kakor vidite premalo. Prosim? Kakor vidite, da se v tej hiši premalo. Aha, da vas je premalo. Tako da morate vedeti, da danes na jutro vam težko pomagamo. Če pismo, bo to kar nekaj časa trajalo, zato da vam mi sploh prvi odgovor damo. Aha. Se ne pričakujete čudežev, ker pač mi žal na to nismo. Mi smo zato, da tiste, ki nekoga umorijo, hitro zapremo. Aha. Za druge stvari pa pač, ko lahko čakajo, pa pač traja več. Aha, razumem. Zastopim. Žal. Tako da to, kakor vam jaz lahko danes pomagam. In če mi gremo nazaj, ali pa ne vam rekli tam. In če mi gremo nazaj k brezplačni pomoči, ne? Ja, to je. In mojemu prvemu vprašanju, se pravi, kam ne se niste dobili? Potem si samo obrazec izpolne. Zahtevajte, da ne vam dajo na sodišču obrazec in izpolnite obrazec. In potem mu bojo mogli odgovoriti. Ker nimajo, ne morajo reči ne. Obrazec za? Brezplačno pravno pomoč. Aha, ja, in to bom tudi naredil naslednjo in glih zaradi tega, če gremo nazaj, ki smo mojemu prvemu vprašanju, kam naj se obrnem glede tega, da je v ta primer vpletena, kakor sem povedal, zdravstvo, slovenska policija, se pravi, pravo, jaz sreči nisem, tako da jaz slovensko pravo in take zadeve. Na katero organ, da bi vse to zadevo združil skupaj, tu bi moral biti. Pristojni smo samo mi in policija. Ja. In potem zato, če natančno predvidite, kateri del, se pravi, s katerim delom sodišča, čeprav, če je to zdaj to sodišče. To je vrhovno sodišče tudi. Če je vrhovno, pa je doben problem. Na vse zadnje. Če je pa pač kdo tle, pa poimensko povejte, kdo pač zadevo, kdo je problem. Ne? Če kdo iz te hiše, morate poimensko povedati, kdo je problem. Če kdo iz tam hiše, morate poimensko povedati, kdo je problem. In tudi, kako ste mi rekli, kak šešljamo, to ste mi poimensko lepo povedali. Tako da posod morate poimensko povedati, zato da vemo, kdo pač te zadeve ne dobi v roke. Aha, razumem. Ja. Za vse mi morate razložiti in potem to pač prinese. Prav? Kam bi midva tole zadevo, se pravi vam? Na dolgo in široko prinese, zdaj mu pač ne bom naslednjič, ker mene ste danes slučajno dobili, ker sem slučajno v pisarni, mogla bi biti kolegica. Mene ste pa na ključe dobili, ker tega nikoli ne delam drugače. Ja, bolj zapiram ljudi, kakor pač mal na prvi stopni, se pravi, tem lažje stvari pa vas ne obravnavam. Ker vi ste žal ene z lažjih stvari. Aha, no super. Ja, tako da napište vse, predložite vse dokumentacijo, ki imate, magari od leta 95 naprej, če imate karkoli, predložite, pa prineste. Lahko prineste, pa vam bojo gospe tam vzele, če ne pač boste govorili z mano ali s kolegico, pa če boste bojo celo mene poklicati. Ampak žal, še enkrat, če morate pa kaj na hitro probati, pa ne boste
se bojim, da ne tam dol, ne pri nas nič dosegli. Vi v moji situaciji, kot je, glede na to, da sem omenil, oče bo šel še na nekakšno oskrbo, kjer bo še veliko slabša, se pravi, oskrba. Pojte potem, jaz sem tudi želela z domi upokojencev, pač veliko opravka, zdaj pa to niso službeno. Zdaj vam povem nekaj, kar ne službeno vam razlagam, zdaj vam osebno razlagam. V domih upokojencev, če vi niste tam, da bedite in pomagate in opozarjate, zato ko ste rekli, da ste rekli za infuzijo, isto je v domu upokojencev. Če ne boste vi tam in kontrolirali, kaj se dogaja, potem pač Ja, razumem. to je pa nekaj, kar vam ne z pravnega vidika, ampak z osebnega vidika povem. Situacijo imate, težka je, pač poskrbite za vašega očeta, kolikor lahko, se pravi, pač kontrolirajte, kaj se dogaja in poskušajte na prijazen način, ker pač žal... Vedno na prijazen način. Včeraj je bilo pa na tak, uradni način. Ne smete, ampak vedno na prijazen način, poskušajte na prijazen način, ker tako boste kaj dosegli na drugačen način. Morate eno stvar vedeti. V domu upokojencev vi 24 ur ne boste zraven. Kako, prosim? V domu upokojencev 24 ur ne boste biti zraven, ne? Ja. In morate vedeti eno stvar, vi se lahko skregate in na kratek čas mogoče celo nekaj dosežete. Ampak potem greste pa domov. Ja, ampak... Potem greste domov in ne boste vedeli, kaj se bo dogajalo. Natančno tako, stvar je v tem, veste, da... Zato boste prosti jaz včeraj do dialoga, katerega je prišlo, je moralo priti z moje strani, ker je izgledal na to zadevo pravno, bolj kot odvetniki. A veste, jaz sem moral... Ne. Pravno, zato najemite odvetnika, da komunicira s pravnega. Kot tožilka sama veste, da ko greste na tožilstvo, na sodišče, hočem reči, pride čas, ko morate zadevo utemeljiti. Ja, ampak to ni vaša naloga, zato imate strokovnjaka, katerega boste dobili prek brezplačne pravne pomoči. To se strinjam popolnoma z vami. Vendar do neke mere... Glede, ker če bi jaz šla na sodišče tam, tudi če jaz imam pravne znanja, jaz bom nekoga najela, zato ker jaz ne bom sama šla tam svoje bitke ker sem subjektivna in... Včasih je boljše še kao, da mi zdravo, ne? Oziroma včasih čim več. Nujno, več kdo več ve. Ja. In mi, ki smo osebno preteni, pa se sami sebe ne moramo zastopati. Zato je fajn, da vi dobite neko pomoč. Zato bom šel napravno tole brezplačno. Pomoč pa napisal bom, pa prinesel, pa bomo... In to je ena stvar, ki boste reševali po pravni poti. Ker ste pa na domu upokojencev, pa nimate opravka s pravniki. Razumem. Tam imate pa opravka z ljudmi. In tam bodite prijazni. In poskušajte doseči. Eno je, da vi osebno boste šli tam, ko boste prijazni, ko boste probali na svoj način doseči. Če ne boste dosegli na prijazen način, kajte pa to zvedite, pa probajte na pravi način. Razumem. Ne sami probati na pravi način, ker vas ne bo zben resno imel. Ker če grem jaz z vami, mene bojo, vas pa ne bojo. Ker imam pač neko nalepko, ko pač ljudje drugače gledajo. Ja. Vi pa greste tam, pa probajte na prijazen način, če ne, pa pojte pa pač... Žal, isto je na moj način. Jaz grem v dom upokojencev, tudi če imam pravna znanja, ne bom z njimi probala na človeški način. Na prijazen način. Vedno moraš, ne. Ko bo pa treba njih ker ne bojo prijazni, pa ne bojo dosegla svoje na prijazen način, bom šla pa do nekoga, ki bo to uredil na pravi način, ne jaz. Ker ne bom. Ja. Razumete? No, jaz to že delam, jaz sem že v tistem postopku. Verjamem. Ker tukaj se ne gre za dom upokojencev, da bi jaz mimo grede bom omenil, imeli so me tudi v domu upokojencev na tem postopku. Mene so tam že imeli noter. Že od začetka, ko se je urejalo okolo čisto od začetka so me imeli. S tem zadevami so se igrali, tudi za domu upokojencev, pa ne samo tem tukaj, tudi drugimi domovi upokojencev po Sloveniji, a veste kaj je to? Ni v redu stvar. Zato tudi oni, hočeš noče, so že v pravnem postopku. Naredil bom točno tako, kot vi pravite.
Prav, me veseli. Točno to, kar vi pravite, bom pa naredil. Me veseli, da sem vam lahko vsaj malo pomagala, da bi Jaz mislim, da vse. malo pa se vam. Ja, okej. Želim vam lep dan, pa dobro pravite, pa Jaz želim sem tu. veliko zdravja vam, po vašem očetu. Hvala lepo vam. Ja, zdravje je glavna stvar. ne? Tako je, Ja. drugo bomo pa mogli sami poštivati na vzdušje. Prav. Dobro. Dan vam želim. Ja. Da vas pospremim ven, tele, ne tle. Včasih smo pa sebe. Ja, ne v mojih. Kar sem jaz, evo, tukaj tle. Vi, če se ne motim, imate vi v spodnjih prostorih tukaj tudi ječo? Ne, to je bilo včasih, ko še meni, jaz že... Veste, kdaj so mene tukaj imeli? Pa, naslednje. In postavljam vse. Ja, treba bo pač narediti, ne, tiste zadeve, ne. Kaj smo, mislim, tako se rekla, da so večna. In pa bomo videli, mislim, da tudi se odbije. Ja. In vi, kako ste te? Ja, ne, nimaš tega. Jaz ne rad slišim ljudi, da jamrajo. Ne, brez veze. Jaz mislim, da ti se jamra, da bi ti moral iti v šolo, ali kaj takega izpopolniti, če je kakorkoli finančno ali karkoli. Drugače pa mislim, da ni tako. Ne vem, no. Najlepša hvala vam. Ja. Ja, sem. Adijo. Toč. Nasvidenje, Ivan. Ivan? Ja. Daj bo pa ena prvih, ki je šla. Daj bo ena prvih, ki je šla, da se spomnim. S prstanom na roki. Ti je tako hitro šlo. Ne? Kaj ni bilo res tako? Si pa tu malo pa. Tako diske. Nič nimam res. Nič razga nimam za raste. Dušna punca. Kaj pa ona res? Tudi kakšna tožilka, kaj takega? Pa ja, niste videli. Kaj se rekel, ker je predstavno pravno pomoč prišel, pa
Kakšen vas koristil za stranišče, če bi se lahko? En dokument, da vas opisati. Na desni, ja. Hvala lepa. Koga ste pa gor prvo na strobe, 2 celo, 18 ali? Samo 18? Ja. Hvala lepa. Telefon imate koga še? Dobar dan. Dobar dan želim. Samo en moment. Samo došne punce danas. Jaj, kako bi pa se ne bi spomnil torej. To je dobila delo leta 2000. Ona ta druga, to se spomnim.
dan želim. Dobra, povejte. Veste kaj, gospod, jaz sem Boštjan Avšič. Jaz sem kaj iz Krke, novo mesto, Krka je. Povejte, kar. No, jaz bi vas po predhodnem razgovoru z državno tožilko, na tožilstvo, državno tukaj vaš, razgovor, ki je. Bi vas naprosil za brezplačno pravno pomoč, za formular, ker moram prvo se V s čim? Ja, no. Skupaj z odvetnikom bi sestavila eno pismo glede moje pritožbe, se pravi pritožbe na kar nekaj državnih uradov oziroma služb. Ne bo šlo. Samo kar se na sodišču dogaja. To je drugoprvič. Aha. Če imate postopek na sodišču, ja, drugoprvič. Drugo pa ne. Kako pa... Boste mogli pa sam napisati, kamor boste pisali. Tu je zelo dobro, sem vam hvaležen za zadevo. Kakšno pa je recimo... Tu je sodišče Novomeško. Se pravi, za brezplačno pomoč dosežeš samo Novomeško sodišče, ali lahko tudi prideš do Vrhovnega sodišča. Mora biti prvo se mora začeti vodi. Aha, se mora tukaj začeti in potem se ta zadeva nadgrajuje. Če ste. Tako. Kakšna je pa razlika med pismom, za katerega me je, oziroma mi je svetovala državna tožilka zdajle in vam? To je zato, da to se rešilo. Aha, Ja. dobro. Ono je dobro. Ja, Teče, kaj teče, kako teče. In to je tako pet na brezplačno pravno pomoč. Točno tako. No, tako. In Ker ni hotla ona to reči, da oni s tem nimajo nič in da BPP s tem nima nič. To ne gre tako. Gre samo za postopke na sodišču. Tako. Tako. In potem v tem primeru bi vas pa jaz prosil, še vedno za ta formular. Imate na internetu. Tega bi bil zastojen, ne? Jaz ga nimam, tako da. Zakaj? Jaz ga moram biti tako na internetu najti. Vi imate tukaj državna sredstva, tam pritisnete na printer, ki se lepo sprinta, jaz dobim v roke in se prihvalim. Vi imate pa privatna sredstva. Zakaj? Te imate doma, nimate doma teh. Zaradi tega sem tukaj, zato ki iščem brezplačno pravno. Ja, iščete jo, samo gledajte, za zadeve, ki niso povezane z sodiščem. Ne. Zakaj bi pa šel kdo na sodišče, ki ni povezano s sodiščem? Glejte, ena stvar. Imate vi kaj na sodišče, ali nimate? Tako. Ja, imate ali nimate? Želel bi sprožiti postopek. Se pravi, želel bi sprožiti postopek proti, konkretno proti Novomeški bolnici, proti Novomeški policiji, se pravi proti neki državni gre ta zadeva. Ja, prosim. Vi greste odvetniku. Tako. Greste odvetniku in poveste, kakšne probleme imate in da bi vi radi, da vas on zastopa po brezplačni pravni pomoči. In on bi vam bo tudi povedal, kakšne imate kaj možnosti za uspeh in bo tudi on tvoj prošnjo za vas povedal. A imate takšnega odvetnika, da bi se tudi posvetoval? Vsi, kjeri so. Kaj to pomeni? Vsi, kjeri so na spisku. Vsi odvetniki so dosegljivi za takšen nasvet? Ja, ne, vi se morate z njim pomeniti, rečete, takole je, jaz bom tožil Novomeško občino za odškodnino.
odškodnino. Aha. On bo rekel, kaj si pa imel z njo. Boste povedal. In boste povedal, da boste vložili prošljo za brezplačno pravno pomoč, da vas bo ta odvetnik postopal po brezplačni pravni pomoči. On to Ker ve. veste, Oni tudi to veste- vejo, kako to gre in to kaj gre. Ne? In gre za prvo treba razčistiti problem, ne? Tukaj ne gre samo za občino Novo mesto. Nažalost, tukaj gre tudi za Vrhovno sodišče slovensko, gre za tudi. Ja, Vrhovno sodišče nima še nič s tem, dokler ni postopek začet. Ja. Ne morete vi, ker Vrhovno sodišče neki... Tožiti, vi ga ne morete tožiti. Ne. Ne morem iskati pri odvetniku pomoč, da bi se začel postopek proti Vrhovnemu sodišču. Aha. Ja ne, ker sodišče je institucija. Tako. Ja, vi morate... Če je bila pa upletena, če vi uslužbenci še bili upleteni, kaj pa potem? Konkretnega uslužbenca. Tožiti. Konkretnega uslužbenca tožiti. Konkretnega sodnika, kaj ste, kjer je bil. Aha. Ja, ne gre to, ne morate vi institucijo tožiti, ne? Aha, razumem. Lahko jo, ne, če se vam je naredila nekaj škoda. Ampak morate pa se mogli pol vredno državo tožiti, ne, sodišče. Tako, tako. Ne vem, gledajte, jaz to tako svetujem, da stajte kaj odvetniku, z njim se pomente, oni vejo, kako po brezplačni pomoči laufa in bo tudi pa on za zastopo po brezplačni pravni pomoči. Kaj narediti z zdravniško malomarnostjo, glede na to, da imamo očeta v bistvu v eni situaciji, ki je od danes na jutri. Od danes na jutri se mu pač lahko spremeni zdravstveno stanje na eno smrt, recimo. Vi samo pretočite na tam direktor bolnice. Če ne bo dovolj, pa na ministrstvo za zdravje. Na ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za zdravje, ne? Loredan je zdaj ta nova, evo ga. Kdo? Loredan Bešič. Aha. On je zdaj nov minister za zdravstvo, evo. Ok. Hoče nema pretočiti. Če zvečer nekaj ne štima. Tako razumem. Kakršnekoli pravne pomoči, da bi pa jaz kot odvetnik šel in od njega dobil kakšno pravno pomoč, da bi on meni svetoval, kaj narediti, konkretno v tem. Ja, bo tudi svetoval, vse bo tudi za to bo vložil. Tudi to bo vložil prošnjo za svetovanje, ne? Potem bo pa naročil, ko bo ta prošnja pri nas odobrena, da bo pa naročil na svetovanje, ne? Se pravi, da odvetnik bi mene pa nazaj k vam poslal pa ta formular? Ne, tega ima on, tudi odvetnik ima formular, neč problem. Aha, in bi pa preko njega z njim to zadevo. Ja, ni boste, on bo vložil pa. Ker vi, če boste nam nekaj napisal, mi bomo to zavrgli, da je to maša, mi nam razumeli, ker to apelirati mu zavržemo. Ko ste pa odvetnik po razložil, pa on vedel, kaj šte. In kako postopati naprej. Tako da tudi on pol zastopal. Ja, razumem. Tako bi Stopim to. Se pravi, najdete si odvetnika, katerkoli bi bil pripravljen z njim, se vse pogovorili o teh zadevah. Tako. In bo tudi on pol vložil prošnjo za vas in bo to vse. Se pravi, On bo tudi pol vedel, kaj boste počeli. da bi se to stvar takoj obravnavalo in da tudi alternativa temu je pa policija na strani ministrstva morda tega. Ja, ne pojma, ker veste, ne vem, jaz točno, ne, če se gre zdaj tam za očeta, kaj boste vi koga prijavili, ali kaj? Če bi vi prijavili, ne vem, dostarja enega, da smo mu delali, ali sestro, kakšne koga. Ne morate sem prijaviti, voljnica prijaviti, da slabo ravnajo. Ja, da sem bil upleten v kakšno mučenje, kaj takega, to ne? Ne vem, ne. Da se izvaja mučenje. Ko greste na policijo, pa rečete, lejte. Ja, ali je bila policija tudi te zadeve, ne? Policija je to zadevo prikrivala in kako potem naj proti kom, kako naj se na to zadevo. To pa jaz ne vem, ne. Ker vi pravite, vi ste šef ozam. Zelo lepo ste mi obrazložili te stvari. Tako da, lejte, taka je pot. Vprašanje tlele je pa takšno, ne? Da tukaj je upletena v policija, zdravstvo, psihiatrija, državno tožilstvo, sodstvo, se pravi, pa tudi vrhovno sodišče. Kaj vi za tega narediti? Kaj naj jaz obrnem? No, tako kot sem rekel, odvetnik. Tako kot sem odpovedal. Se pravi, da vi tukaj ne bi vedeli. Mi se s tem ukvarjamo, nimamo pojma. Ok, vi samo Na dobite te obrazce in pa to nimamo naprej. ne dajemo na svetov, ne. Mi bomo samo odvetnika plačali, ne drugi. Razumem. Iz naše stvari to pomeni, da bomo mi odvetnika vam plačali. Jaz se Če
sami nimate denarja, ga bomo mi plačali. Če pa imate sami dohodke, pa ne. In vi ste tukaj že od zmeraj, 95 leta. In tale gospod, ki je šel mimo, in tista gospa z njim, ki so sedmi sobi delali. Oziroma, mislim, da ne. Ona dva kaj celo delata. Ne vem, kje ga vidite. Je bilo bolj tako triksi, niksi. Vedno se ste vedeli, da ti isti ljudje. Gospod, najlepša hvala vam za pomoč. Ok, ajde. Rešite, da bo prosim. Bomo problem. Ajde. Mislim, da so oziroma se vedno ste pa čisto istočasno začeli delati, ne? To. Ste se pogovarjali. Ja. Kje? Taka lučna. Ja, jaz sem tukaj že 20 let. Ja. Se pravi, obe ste začeli tam 2000 črtase. Kjera še, ne vem, kjera. Ja, se na davnem, da se vidim gor. Pa sem se pogovarjali, ne? Te dve, ki Ne, veste kaj zmotil se sem. Prostite mi. Samo družno stvar. Gledam tole pa GVS, ki piše. Včasih ste pa bili pa tukaj za sodišče delali, original, ne? Ja, ne veš, ne. Še prej, ne? No. Ja. On je, ko je začel, mislim, vi, ko ste šole končal, pa niste tukaj že vedno bil, ni bilo tako? Vi ste tukaj 6 let? Ampak predhodno ste tudi bil, ne? Ne. Niste bil predhodno tukaj, a niste bi tukaj vedno bil, delal na sodišču? Ja, prej sem bil drug. Niste bi tukaj, zdaj tu je z GPS-om, ne? Z GPS-om, ne? Predhodno pa niste tukaj bil zaposlen? Niste? Aha, zanimivo. Vi pa? Tudi ne. Oba dva sta za GPS-om prišla. Ja, da. Kaj pa zanimivo? Pravosodni? Tukaj je bila pravosodna policija. Tukaj je bila pravosodna policija. Pravosodna policija je bila tukaj. Se pravi, pred vami je bila tukaj pravosodna policija. In vi ste tukaj 6 let. Ampak pred tem ste pa bil varnostnik, ne? Celo življenje. Ja, skozi ne. Vas je policija dobro uporabljala, ne? So prikrivali veliko, ne?
Dalla personale sono bas. Skupaj so prekrivo. Dobro je. Lep dan vam želim.